Ahoj! Evo, danes bi pa rada govorila o tem, kako se ljudje pogovarjajo sami s sabo, ker se mi zdi to res važna tema. In pa, ko začneš to spreminjati, se začne pa tako stvari poklapljati in se začne ful izboljševati vse na vseh področjih. Tudi enemu kolegu sem svetovala že na ta način, da naj to spremeni, in je tako vzel pač en delček tega. In je rekel, da se mu je pač ful spremenil na boljše. In tudi pač pri sebi vidim, koliko se mi je dejansko popravilo razmišljanje, stvari, ki jih počnem, tako in overall life. V vsakdanjem življenju so se mi stvari shiftnale na boljše, zaradi take pač malenkosti, ki ni malenkost, no, v bistvu. Torej, zelo veliko opažam, da se ljudje grdo pogovarjajo sami s sabo. Torej, da si na primer govorijo primer, nekaj naredijo narobe, pa rečejo, joj, koliko sem neumen, kjer butl sem, kam je bilo treba, a je res toliko težko to narediti, kako ti je to ratalo. Pač dialog v glavi ali pa na glas, kakorkoli pač. Jaz lahko slišim tistega, ki je na glas. In kaj ti to naredi? Prvo kot prvo, v tebi je en tak mali otroček, tvoj notranji, tvoja notranja osebnost, ki to vse sliši in jo s tem v bistvu kar dosti degradiraš. Ne kar dosti, ampak pač, ja, degradiraš jo. Kaj to pomeni? V bistvu vsakič, ko si ti rečeš, da si neumen, da si nesposoben, da ti nekaj ne gre, to tudi radi delajo ljudje, ja, pač, ne, nekaj se lotijo in pač preden se sploh probajo, rečejo, ne gre mi, pač ne znam jaz tega. To je vse ta samo dialog, ki te dejansko pač prepričuje, da je to res. Če si ti prepričan, da nekaj ne boš mogel, pač ne boš mogel. Če boš pa ti prepričan za isto stvar, 5 minut kasneje, da boš pa pač probaval in ti bo ratalo. Mogoče ne iz prve, ampak ne vem, prvi, drugi, tretji, četrti poskus ti bo pa ratalo. In vse to je pač vezano na ta notranji dialog, ki ga imamo. Dialog sami s sabo. In kaj ti na primer, ja, to naredi, da se vrnem nazaj, da nam niti izgubila. Vsakič, ko si ti rečeš, da si neumen, da kako ti je to ratalo, ko si samokritičen, ko se začneš sam sebe zmerjati, pa ne vem, si jezen nase, ali pa si rečeš, tega ne morem, pač ne znam, ne gre mi, to že od nekdaj pač mi ne gre. Vsakič si s tem pač daš potrditev in s tem si ustvarjaš prepričanja v glavi. Prepričanje pa ni nič drugega kakor misel, ki jo vedno znova si ponavljaš. Torej, misel, ki si jo vedno znova vrtiš v glavi, vedno znova si jo govoriš in ta prepričanje, ta misel pa ta prepričanje. In ta prepričanja ti dejansko kontrolirajo tvoje življenje, tako da bi bilo fajn, da ste malo bolj pozorni na to, kaj govorite oziroma kaj mislite. Skratka, in ko enkrat ti sebi govoriš, ne vem, ko si rečeš, neumen sem, tvoj notranji ta osebek, tvoj notranji otrok bo to slišal in bo bil tako, ok, neumen sem. Prvo kot prvo se boste slabo počutili, jezni boste sami nase, padla vam bo vibracija in dejansko naslednjič pač ne boste hoteli tega narediti, oziroma ne vem, boste imeli zadržke. Ali pa, ko bo nekdo nekaj ponudil, da naredite, boste si tako pač, ne morem tega narediti, neumen sem. Skratka, vplivalo bo na vse nivoje vašega življenja. In ja, dejansko na šihtu se pozna, v partnerski zvezi se to pozna, pri vzgoji otrok, da ne govorimo pri otrocih, ali ker vas poslušajo, bojo tudi oni začeli te stvari ponotranjati. Ne vem, ko pred otrokom rečeš, neumen sem, bo tudi on to slišal in si bo on začel isto ponavljati. Tako da, sam povej. In kaj bi jaz svetovala v takem primeru? Da začnete res pač merkati, kaj si govorite. Prvo kot prvo, začneš se lepo pogovarjati s sabo. Torej, tako, ko bi se na primer pogovarjal z nekom, ki ga imaš res rad. Vem, da se nekateri ljudje tudi ful grdo pogovarjajo s temi ljudmi, ki jih imajo res radi, ne vem, s svojimi partnerji, s svojimi otroci. To ni okej, ne? Ampak, ja, you get the point, razumete smisel, kaj hočem povedati. Torej, začnite se pogovarjati sami s sabo, tako kot da se imate radi.
Torej, ko ti nekaj ne gre, oziroma ko nekaj zafrkneš, si rečeš, ok, to sem naredila narobe, ampak vse je v redu. Zdaj sem se to naučila in naslednjič tega ne bom ponovila. A razumete, a čutite, koliko je razlika v vibraciji, ko to rečem, ali pa ko rečem, far me, kako smotana sem, kako sem lahko to naredila. Ja, in iz tega, ko si boste rekli, v redu je, to sem naredila, se zgodi, ampak vse glih ponosna sem na se, da sem sploh probala, ker marsikdo ne bi. In zdaj sem iz tega naučila, to mi je lekcija, ki mi bo ostala za vedno in gremo probati na novo. Ali pa gremo probati malo drugače. Čist druga vibracija, čist drugo se dogaja tle noter, čist druga čustva in boste šli isto stvar probati in vam bo mogoče naslednjič ratala, mogoče čez 3 poskuse, ampak dejansko vam bo ratal. In tudi sami se sabo se boste pač bolj počutili, rajš se boste imeli. In ko ti enkrat začne ta ljubezen v sebi rastiti, ko enkrat začneš sebe imeti rad, tudi na druge ljudi gledaš drugače, tudi drugače reagiraš, drugače počneš stvari v življenju, pač vse se ti spremeni, ker si ti druga oseba tle noter. Tle imaš pač polno ljubezni, namesto sovraštva, ne vem, zaničevanja, samokritike. In ni za manj pregovor, pač če sebe ne moreš imeti rad, tudi drugega ne moreš imeti. Ker če boš sebi to grdo govoril, pol ti ni tudi problem drugmu to reči. Tako da, dajmo se res začeti pogovarjati lepo sami s sabo, si govoriti pozitivne stvari, tudi v tistem, kar res nekaj na orang zafrkneš, lahko najdeš nekaj, vedno je nekaj pozitivnega. Samo kako se temu rečem, zamenjati moraš pogled na stvar. En dober pregovor je, jaz sem ga slišala od Ane Bučevič, ampak drugače od enega drugega gospoda, če ti nekaj ni všeč, če ti neka stvar, okoliščina ni všeč, zamenjaj pogled na to stvar, oziroma zamenjaj perspektivo na to stvar. Dejansko je res, ne vem, primer čisto iz mojega življenja. Jaz na primer sem dobila, kako se temu reče, diagnozo za bolezen ahalezijo. Torej, dejansko pač zdravniki so rekli, da nimajo kaj pomagati, da pač operacija ali pa lahko guznem po domače. Skratka, nisem mogla normalno jesti, nisem mogla normalno piti, požiralnik mi ni delal, še vedno pač delam na tem, ampak lahko bi tisti moment, ko sem mi, na primer, pač vsak dan sem imela bolečine, ko sem jedla, vsak dan me je bolel, za vsak obrok me je bolel, na obrok sem spila 2 litra vode, tako da dejansko je bil feeling, kakor da se utapljam sama sebe. Skozi mi je nazaj voda hodila in hrana in pač mi je šlo dostikrat v sapnik in sem se dušila. Tudi do te mere, da pač nisem razihar, a bo šlo česa, ne. Skratka, pač bilo je bed, pa s tem, da sem jedla 4-krat na dan, pa ful sem hujšala. In 4-krat na dan pač je mene bolelo, 4-krat na dan sem bila jaz več, a res moram jesti, ker pač raj ne bi. In v tistem momentu pač bi lahko rekla, to je najslabša stvar na svetu, oziroma zdaj, ko gledam za nazaj, na primer, bi lahko rekla, to je bilo pač najslabša stvar na svetu, še vedno imam to, ampak ja, pač lahko bi bila čist slabe volje, saj sem šla čez pač različne faze, sem šla tudi čez depresijo, sem šla, ampak to so bile faze, ampak sem se odločila en dan, da bom pač jaz ratala happy, da bom začela, da bom zadovoljna, da se ne grem več tega, da pač je moj life in ga bom jaz spravila si v red in da bom jaz vesela, ker se ne gre več tega. In sem začela pač delati na sebi in sem začela pač gledati na to stvar, na to bolezen, kot nek znak, ok, daj nekaj narediti, zakaj pa ne? In sem začela zaradi tega spoznavati ful v redu ljudi, ful dobro coachinjo sem spoznala. Potem res sem pač ratala boljša oseba. Začela sem tekmovati v enduru, ker sem si vedno želela kolesariti. Vedno sem si želela, pa si nikoli nisem upala in sem pa rekla, neka bude, šta bude, in sem šla.
Tako da pač res take stvari so se mi dogajale, ki se mi drugače ne bi nikoli, pa sem si jih celo življenje želela, pač ne vem, potovati sem začela, surfati sem začela. Sam zaradi tega, ker sem pač si rekla, ne bo me neka taka stvar ustavila. Jaz sem živela svoj life na polno. In dejansko pač sem sam zamenjala pogled na isto stvar. Medtem ko naprimer zdaj, 8 let od tega, kar so mi to diagnosticirali, pač zdravniki so itak rekli, da nimajo kaj narediti, da pač tako bo do konca življenja. Dejansko jaz naprimer zdaj spijem 3 deci ob obroku, 3 deci vode, kar je zame je to rekord, v dobrem smislu. Ful dobro se počutim, težo držim normalno, vse lahko športam, povsod lahko grem. Skratka, več, tudi jem ful lahko že. In tudi vem, da bom pač to spremenila v nulo, da bo to pač čist izvenela ta bolezen. Ampak hvaležna sem, da sem dobila to diagnozo, ker sem zaradi tega spremenila svoje življenje na boljš. Sebe sem totalno transformirala na boljš. In ja, pač to je ta. Zamenjaš perspektivo, zamenjaš pogled na stvar, ki je lahko na eni strani ful slaba, na drugi strani pa pač najboljša stvar, kar se ti je zgodilo. In ja, pač dajte začeti gledati drugačne stvari, no. Tudi, naprimer, ko se vam nekaj zgodi, pa ste jezni nase, vedno je ta stvar lahko dobra. In dajte tudi pač začeti v lastnem dialogu pač uporabljati. Začnite se imeti radi. Začnite si tudi govoriti tako, kot da se imate radi. In misliti tako, kot da se imate radi. In počasi se boste začeli pač z vaja, vedno je vaja, se boste začeli imeti radi. Vedno boljš bo. Vedno bolj boste veseli zase, hvaležni zase, radi se boste imeli. Samo zaradi tega, ker boste spremenili besede, ki si jih govorite, pa zaradi tega, ker boste začeli drugače misliti, ne vem. Spet primer. Ti nekaj pade, ne vem, ti telefon pade, pa se ti razbije. Namesto da bi si v glavi govoril več, oh my god, najslabša stvar, kaj bom zdaj, bom mogla vse one stvari zamenjati, pač telefon bom mogla nov kupiti, ni denarja za to. Dajte v tistem momentu res se ustaviti, zadihati. Ok, telefon mi je dol padel, v redu. Bom pa lahko novega kupila, pa si lahko novo kamero kupila, pa bom začela s to kamero, bo ful boljše slike bom delala, lahko jih bom tudi objavljala kam. Tako ena banalna stvar, ampak lahko pač iz tega potegnete najboljš ali pa najslabš. It's up to you, torej na vas je. Tako da svetujem vam, oziroma priporočam, da se začnete res lepo pogovarjati sami s sabo, lepe stvari misliti o sebi in boste videli spremembe. Pa dajte mi tudi malo javiti, kako vam gre, da vidim, če ste razumeli, pa kako to na vas deluje, ker na meni je res pač naredili ful dobro spremembo. In tudi na tistem kolegu, ki sem mu svetovala, skratka, že parim ljudem sem to svetovala in so to spremenili in so bili res tako pač hvala ti, ful mi je pomagati. Tako da želim, da bi tudi vam. Upam, da sem bila jasna, upam, da vam je bilo logično, kar sem povedala, oziroma razumljivo. Če vam kaj ni, lahko mi napišete, lahko me tudi, če kaj dodatno vprašate, to je pa to. Tako da, čau, pa še, do tega sem vam hotela pokazati, moj kolega, evo. Čau, bacek Jon.